z naslovom Razumevanje neenakosti in enakosti spolov skozi študentsko perspektivo, ki je v bistvu organiziran v okviru dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Ta dogodek smo organizirale Zala Julija Kavčič, Neža Jagodic, Katja Črne in pa Mojca Suhovršnik, ki smo v bistvu tudi študentske predstavnice ene izmed delovnih skupin pri načrtu enakosti spolov. In v okviru tega načrta v bistvu je ta dogodek tudi organiziran, seveda s podporo Milice Antič-Gaber in pa Barbare Pihler-Ciglič. Zakaj danes ta dogodek? No, zdi se nam pomembno v bistvu, da ko razpravljamo o tematiki spola v akademskem polju, se pravi ne vsebinsko, ampak pač prav na fakulteti, vezano na fakulteto, da se prav lahko v to razpravo vključimo tudi študente in študentke, ki se s to tematiko, s temi tematikami ukvarjajo v okviru svojih študijev in imajo z nami nekaj za podeliti na te teme. Tako da jaz ne bom predolga, bomo v bistvu prepustili besedo 4 študentkam, ki nam bodo danes predstavile svoje prispevke. In to so Laura Barovič-Božjak, Mojca Suhovršnik, Sara Richteršič in pa na koncu še Tina Bizjak. O samem poteku bo pa še Zala malo povedala. Ja, hvala. Samo v par besedah. Struktura dogodka, vsaka predstavitev bo tam nekje 10 do 15 minut in potem bo sledila krajša debata in čas za vprašanja. Zdaj vprašanja, glede na to, da smo majhna skupina, so zelo dobrodošla in lahko se unmutate in se javite, lahko pa tudi, če se nočete izpostaviti, napišete meni v chat, pa bom jaz postavila vprašanje namesto vas. Tako da s tem bi jaz kar začela, se pravi z dogodkom, pa s predstavitvijo prve govorke, se pravi Lara Barovič-Božjak, bo predstavila temo nadlegovanje mater na delovnem mestu oziroma Matahara v sodobni japonski družbi. Pa upam, da nisem preveč narobe izgovorila. Se pravi, Laura je študentka 3. letnika anglistike in pa japonologije in na oddelku za azijske študije se najbolj zanima za japonsko kulturo in pa tudi za njihovo delovno kulturo. In sem tudi spada Matahara, ki je vrsta nadlegovanja, ki je zelo pogosta na Japonskem, in sicer ženske so na delovnem mestu nadlegovane zaradi nosečnosti, poroda ali pa skrbi za otroka in so zaradi teh razlogov zapostavljene ali pa celo odpuščene. Tako da jaz bom kar prepustila besedo Lauri in začnemo. V redu. Bom pa kar screensharala začetek. Okay. Lahko vsi v redu vidite? Okay. Torej, lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem Laura Barovič-Božjak, dvopredmetna študentka anglistike in japonologije na Filozofski fakulteti. Zdaj, danes vam bom predstavila malo o moji diplomski nalogi na oddelku za azijske študije. Sicer pa je naslov moje naloge nadlegovanje mater na delovnem mestu v sodobni japonski družbi, torej to je Matahara. Moj mentor pa je profesor Luka Culiberg. Za začetek bi najprej malo povedala o sami besedi in njenem izvoru, preden sploh grem še naprej na definicijo. Torej, Matahara je okrajšava angleškega izraza maternity harassment. Zdaj, tukaj je malo japonske slovnice, če koga zanima, imate tudi napisano besedo Matahara v japonščini na ekranu. Zdaj, beseda izhaja iz izraza maternity harassment, ki je bil prenešen v japonščino in to zveni potem maternity harassmento. Ker je pa to zelo dolg izraz, je tudi težko za Japonce, da izgovorijo. In so vzeli prvi del prve besede, torej mata iz maternity in hara iz harassmento in malo skupaj stlačili in tako je nastajal izraz Matahara. Zdaj, to je precej pogost pojav v japonščini, tudi dva izraza druga sta, sekuhara iz sexual harassment in pawahara iz power harassment. Torej, najprej malo o tem. Zdaj pa o sami definiciji Matahara. To je, ko so zaposlene ženske psihično in fizično nadlegovane specifično na delovnem mestu.
zaradi nosečnosti, poroda ali skrbi za otroka, ter so posledično ali odpuščene ali prisiljene, da se predčasno upokojijo, ali so prestavljene na nižji položaj znotraj podjetja ali izgubijo možnost za napredovanje in tako dalje. Najpogosteje pa so nadlegovane s strani nadrejenih ter pa tudi sodelavcev in sodelavk. Tukaj mi je bilo posebej zanimivo, da ko so jih nadlegovali nadrejeni, so bili to pogosteje moški, ki so jih nadlegovali, medtem ko med sodelavci in sodelavkami so jih pa pogosteje nadlegovale sodelavke. Zdaj, to definicijo je nekako prevedena iz definicije, ki jo je napisala Osakabe Sayaka. Zdaj, Osakabe je še kar zelo znana na Japonskem zaradi Matahare. Za leta 2014 je tožila svoje podjetje, ker je bila tudi sama nadlegovana na delovnem mestu zaradi nosečnosti in je zmagala tudi na sodišču in to je bil zelo odmeven primer. Potem leta 2015 pa je tudi ustanovila neprofitno organizacijo Matahara.net, ki še danes deluje in ima zelo fajno spletno stran, če koga zanima, je tudi v angleščini. In še danes se ukvarjajo s tem, da pomagajo ženskam, ki so nadlegovane zaradi nosečnosti. Zdaj, Matahara je na Japonskem precej pogost pojav. Zdaj, leta 2015 je bila izvedena anketna raziskava. Na žalost je odgovorilo na njo samo nekaj čez 600 žensk, vendar pa jih je okoli 20,9% teh odgovorilo, da so bile nadlegovane v smislu, da so doživele nadlegovanje Matahara specifično. Zdaj, znotraj moje diplomske naloge se v enem poglavju najprej ukvarjam o možnih razlogih za pojav in tukaj sem nekako izpostavila dva glavna dejavnika. Zdaj, prvi je sam obstoj tradicionalnih vlog posameznikov glede na spol. To je sicer precej zastarel način mišljenja, vendar se še kar precej obdržuje znotraj delovnih mest še posebej. Je tudi na ekranu en nekako pregovor, lahko rečemo, otoko wa shigoto, jose wa kate. Če to besedno to prevedemo, moški je delo, torej moški je odgovoren, da finančno priskrbi za družino in mora delati, ženska pa je gospodinjstvo, torej ženska pa je odgovorna, da skrbi za dom, za vzgojo otrok in tako dalje. In je tudi ponavadi pričakovano od nje, da bo zapustila službo in da bo ostala doma kot gospodinja. Zdaj, tukaj je presenetljivo, ker na Japonskem imajo ženske približno isto stopnjo izobrazbe, če gledamo procentualno, okoli 60% žensk in moških ima terciarno izobrazbo, vendar pa veliko manj žensk dela. Zdaj, če gledamo odrasle ženske, jih dela okoli 61%, medtem ko dela okoli 82% odraslih moških. Na to statistiko močno vpliva dejstvo, da je od žensk pričakovano, da bodo ob poroki zapustile službo. Tukaj bi rada izpostavila, da se večina otrok na Japonskem rodi poročenim staršem, torej izven poroke se rodi zelo malo otrok, zdi se mi, da je nad 90% otrok, ki se rodi, imajo poročene starše. Zdaj, še drug dejavnik, o katerem malo pišem, je samo delovanje in hierarhija japonskih podjetij. Zdaj, če se kdo kaj zanima za Japonsko, ste verjetno že slišali, da ima Japonska zelo naporno delovno kulturo in tudi striktno hierarhijo nadrejenosti. Torej, nadrejeni imajo velik vpliv na svoje delavce, na svoje podrejene, poleg tega pa je delovna kultura zelo naporna za posameznega delavca, pričakovane so nadure in velika predanost podjetju, tudi izven delovnih ur. Torej, velikokrat se zgodi, da delavci delajo od zgodaj zjutraj do pozno zvečer, potem pa še nadure in če želi šef po tistem iti še na party, hoče iti piti, lahko pa če reče delavcem svojim, da morajo iti z njim. Tudi izraz imajo za take vrste partijev nomikaj, v smislu, da morajo definitivno tam piti alkohol in so pogosto pozno v noč zunaj, vendar pa je, tudi če je to sredaj delovnega tedna, je še kar pričakovano, da bojo naslednji dan šli na delo. In to se mi zdi, da je veliko ljudi ve, da je japonska delovna kultura res skoraj da nemogoča. Pač zelo težko je potem s takim delom imeti tudi otroka in samo spoznati nekoga, da lahko imaš otroka že na prvem mestu to.
Zdaj, tukaj bi rada še malo govorila o sami obliki zaposlitve, ker tudi od tega je odvisna Mata Hari. Zdaj, ko sem se malo pozanimala o tem, najpogosteje so bile nadlegovane ženske, ki so imele začasno pogodbo z podjetjem. To pomeni, da so imele pogodbo za določen čas, vendar polni delovni teden, recimo. Medtem ko pa so bile najmanjkrat nadlegovane ženske z začasnim delovnim časom, torej ki so imele pogodbo za neomejen čas, vendar pa mogoče delajo samo 4 ure na dan ali pa nekaj takega. Poleg tega pa je samo nadlegovanje tudi odvisno od velikosti podjetja, torej pogostejše je na manjših in srednjih podjetjih, medtem ko pa je na večjih podjetjih to ni tako pogosto, no. To pa izhaja iz tega dejstva, da na večjih podjetjih, če ženska vzame materinski dopust, samo podjetje lažje nadomesti tisto delavko za določen čas dopusta, medtem ko pa si manjša in srednja podjetja to težje privoščijo. Zdaj, imamo tudi več oblik Mata Hari, ampak nisem hotela danes preveč o tem govoriti. In ena oblika prihaja specifično iz strani sodelavk in sodelavcev. Zdi se mi, da je to najpogostejše pri teh manjših in srednjih podjetjih. Ker če gre ženska na materinski dopust in morajo njeni sodelavci in sodelavke prevzeti njeno delo, vendar pa niso za to nič dodatno plačani, ji bodo to zagotovo zamerili in bojo nekako videli, kot da je bila sebična, ne bojo pa krivili podjetja in zdi se mi, pač to je ena izmed mojih teorij, zakaj pride pogosteje do nadlegovanja v manjših in srednjih podjetjih. Zdaj, še v enem poglavju se malo bolj ukvarjam z samimi posledicami pojava Mata Hari. Sicer tega še nisem toliko napisala, torej tole je bolj osnutek, kaj želim pisati in kaj se mi zdi, da bo nekako šlo skozi. Zdaj, če gledamo že na najbolj posameznem nivoju, definitivno je zelo stresno, če te na delu nadlegujejo, zaradi tega, ker si noseč ali pa ker imaš otroka. In je tudi zelo pogosto, če gledamo izjave teh žensk, ki so to doživele, je zelo pogosto, da so imele spontani splav ali pa da so prezgodaj rodile. Tudi Osaka Besayake, ki sem jo prej omenila, je menda imela 2-krat spontani splav, vendar pa ji šefica še kar ni dovolila, da gre na materinski dopust. Zdaj, če pa gledamo na malo bolj širšem nivoju, je tudi sprememba v delovnih navadah, če primerjamo na primer za Slovenijo. Za Japonska je zelo znana po tako imenovani M-krivulji, M-curve v angleščini. Zdaj, če pogledate, prosim, graf na desni strani ekrana, specifično rdečo linijo, ki prikazuje podatke iz leta 1975. Zdaj, na vodoravni osi so starostne skupine žensk, medtem ko je na navpični osi prikazano, koliko jih je procentualno zaposlenih. Če gledate rdečo črto, jih je največ bilo zaposlenih v 20 do 24-letni starostni skupini, po tistem pa zelo hitro upadlo, koliko jih je bilo zaposlenih za več kot 20%. To je zato, ker so se takrat v 70-ih v tej starostni skupini najpogosteje poročale in so posledično zapustile službo. Potem pa število z starostjo ponovno gre malo višje in potem upade seveda z upokojitvijo. Če pogledamo zdaj še roza črto, se je ta prvi vrhunec zaposlitve zamaknil za eno celo starostno skupino in potem tudi upad ni tako nekako ostri, bi rekla. Tukaj lahko tudi izpostavim, da se Japonci in Japonke vedno pozneje in pozneje poročajo in imajo tudi pozneje otroke. Rada bi pa tudi še omenila, da ta drug nekako ni glih vrhunec, ampak nekako hribček. Tukaj veliko več žensk, ki imajo samo začasno delo, medtem ko jih je tukaj nekako več, ki so imele stalno zaposlitvijo. Ampak če si vzameš 10-20 let pauze, medtem ko otrok odrašča in se potem želiš spet vrniti na staro delovno mesto, je to skoraj nemogoče in je veliko lažje, da so si vzele samo začasno službo. Vendar pa seveda so tukaj tudi negativne strani in so imele nižjo možnost za napredovanje ter nižje plače in vse splošno nižja stabilnost. Tukaj pa so potem še bolj širše družbene posledice. Zdi se mi, da vsi nekako
če karkoli veste o Japonski, verjetno veste, da ima Japonska zelo nizko rodnost in tudi populacija se zelo hitro stara. To je še večji problem kot pri nas v Sloveniji. Tukaj bi pa rekla, da je Matahara le en dejavnik ali nekako pokazatelj, zakaj se to dogaja, ker je zelo težko si vzeti materinski dopust, podjetja to ne podpirajo, tudi zastarel način mišljenja je in tako dalje. In to seveda je precej slabo za japonsko populacijo. Zdaj, tukaj imam še nekaj virov, bi pa rada izpostavila diplomsko nalogo od Eveline Orel, ki sem jo prebrala, ko sem začela gledati vire za mojo lastno diplomsko nalogo. Sicer družbeni vzroki za nizkorodnost na Japonskem je zelo zanimiva naloga in je tudi dosegljiva na spletu, če koga malo več zanima o tej temi. To je vse z moje strani. Najlepša hvala za pozornost. Super, najlepša hvala. Zdaj, mogoče, če odpremo debato oziroma prostor za vprašanja, pa bi mogoče kar jaz začela. Mene zanima, glede na to, da je to pač ta pojav nekako bolj obravnavan in bolj prišel v vidu luč dneva mogoče v zadnjih letih, kako a se uvajajo kakšne zakonske varovalke mogoče, ali pa če se dela kaj v tej smeri, da bi se to izkoreninilo oziroma da bi se situacija izboljšala? Zdaj, s temi zakoni se je nekako začelo že v 80-ih letih. Zdi se mi, da je bil prvi zakon, ki se je nekako ukvarjal s tem že leta 1985. Vendar, rečem zakon, ampak tukaj ni bilo nobene določene kazni, če neko podjetje ne upošteva zakon. Torej, tudi če so ga prekršili, niso bili nič nekako kaznovani, niti denarno, niti nobena kazen, tako, samo pač opozorili so jih, torej ni absolutno nič naredilo. In če se kdo kaj spozna na japonsko ekonomijo, takrat na koncu 80-ih je bil tako bubble je počil, torej v 70-ih in 80-ih v povojnem obdobju je Japonska imela zelo uspešno ekonomijo, vendar pa je to zelo hitro propadlo na začetku 90-ih, konec 80-ih let. In šele takrat v 90-ih so ponovno malo pogledali ta zakon, ker je bilo pomanjkanje delavcev in so šele takrat dali sploh, da je bila kazen. Zdaj, trenutno tudi z vsemi temi sodnimi primeri je spet malo več pozornosti in vem, da so še dodali malo k tem zakonom in zdi se mi, da je bilo uspešno, vendar še kar ni nobene konkretne kazni, ki bi dejansko kaj preprečila, ker poznam več podjetij, kjer pač sploh ne upoštevajo te zakone, ker si lahko to privoščijo. In je tudi znano, da je več takih večjih japonskih podjetij, pri katerih še nikoli niti ena delavka ni smela vzeti materinski dopust. Vendar jih zakon to še ni nič preprečil. Torej. So zakoni, niso pa ravno uspešni. Meni je zanimivo, glede na to, da v bistvu se ve, da je Japonska ima ful slabo to rodnost, da tukaj ne naredijo, ker kar jaz vidim je potem tudi posledica tega, da se, mislim, v bistvu ta, kako se reče, glavna tema. Matahara, ja. Je nekako vzrok ali pa posledica, ne vem, kako bi rekla. Ampak mi je zanimivo, recimo pri nas, v Sloveniji, imamo v bistvu tudi, niso samo kazni, so v bistvu tudi neke subvencije, ki jih lahko mame, ki imajo otroka, dobijo, če jo pač delodajalec zaposli. Kaj pa na tem področju? A je kaj tako, mislim, a država nudi kakšne olajšave delodajalcu, da bi v bistvu zaposlili žensko, ki še nima otroka ali pa žensko, ki bi se rada ponovno pač po tem, ko je vzgojila otroka, vrnila nazaj na delovno mesto? Torej, to je zdaj precej velik problem, ko ima Japonska in je zelo kompleksno, ker je toliko pač dejavnikov, kot si sama rekla, pač Matahara je lahko videna kot vzrok ali dejavnik, ker je nekako oboje tukaj.
Zdaj, že samo pri otrokih bi rada najprej izpostavila, da sicer imajo precej dober sistem glede to, da pač država plača, ko ženska rodi, da to niso nobeni stroški. Največji problem je sploh to, da si lahko vzamejo dopust, ker je prekratki čas. Tu bi tudi rada izpostavila, da imajo za očete tudi dopust, vendar se mi zdi, da jih vzame pod 5% sploh dopust. Japonska ima zelo velik problem s tem, da očeti se ne ukvarjajo z gospodinjstvom niti z otroki, ker je še kar pričakovano od njih, da bojo zelo uspešni na delu, da bojo priskrbeli za družino finančno. Tudi če imajo ženske svojo službo, je še kar veliko pritiska na moški, si potem ne vzamejo. Pred parimi leti je bil zelo odmeven primer, ko si je en minister vzel dejansko očetovski dopust in je bilo v vseh medijih, čeprav si je vzel samo 2 tedna dopusta dejansko. Potem je tudi sam problem, da je še posebej v večjih mestih pomanjkanje prostorov v vrtcih, ampak pridejo prej na vrsto tisti pari, kjer sta oba starša zaposlena, ampak če nimajo v vrtcih prostora za otroka, je en prisiljen biti doma in je nekako začaran krog, ker ne morata oba delati, prednost imajo pa tisti, kjer so oba starša zaposlena. In tudi Shinzo Abe, prejšnji minister Japonske, je imel v svoji kampanji za izboljšanje ekonomije nek program, ki se je rekel Womenomics, Women Economics, in je bilo uspešno, ampak je ponovno problem, da se je več žensk zaposlilo, vendar v teh začasnih službah, kjer so spet na slabšem položaju. In tudi na Japonskem, ko sem omenila prej zakon iz leta 1985, je nastal problem, da so znotraj podjetij vzpostavili nekako 2 poti, smeri. Ena je nekako, se reče, splošna smer, kjer so lahko napredovali, pač najprej si navadni delavec, potem lahko menedžer in tako lepo naprej napreduješ znotraj podjetja. Druga smer pa ostaneš na istem položaju toliko dolgo, ker si pri podjetju pač je to 30-40 let, sploh nimaš možnosti napredovanja. Problem je nastal, ko so avtomatično devali vse moške na to splošno pot, vse ženske pa na to pot, kjer niso morale napredovati, ne glede na, če so imeli univerzitetno izobrazbo isto kot njihovi sodelavci. Torej, nekako se zavedajo, da so problemi, ampak je nekako tak začaran krog, da sploh ne pridejo skozi. Karkoli poskušajo narediti, skoraj slabše nastane na koncu, no, rekla. Da je to nekako odgovorila na vprašanje, res je, pol ure bi lahko samo o tem govorila, se mi zdi. Ima mogoče še kdo iz publike vprašanje za Lauro? Bom malo počakala, da se kdo opogumi. Okay. No, če ne, pa bi jaz v bistvu kar predlagala, da gremo naprej, da ne bomo predolgi. Hvala še enkrat, Laura. Hvala vam vsem za pozornost. Se pravi, da napovem zdaj kar naslednjo govorko. Seveda, če je še kakšno vprašanje ostalo, lahko si ga zapomnite za na konec ali pa mi ga napišete v chat za na konec. Ampak zdaj pa kar naprej, se pravi, naslednja govorka bo Mojca Suhovršnik in bo govorila o vplivu pandemije na življenje žensk oziroma specifično o intimno-partnerskem nasilju in pa nasilju v družini, skrbstvenem delu in pa reproduktivnih pravicah. Se pravi, Mojca je magistrska študentka sociologije kulture in pa pedagogike. Raziskovalno jo zanimajo predvsem teme z področja študij spolov in pa sociologije spola in danes bo pa predstavila, se pravi, kako je pandemija in ti zajezitveni ukrepi, ki so bili z njo sprejeti, kako je vse skupaj vplivalo na ženske in na vsa področja njihovega vsakdanjega življenja. Predvsem na področje intimno-partnerskega nasilja in pa nasilja v družini. Na kratko pa se bo dotaknila tudi skrbstvenega dela in pa reproduktivnih pravic. Se pravi, Mojca, izvoli. Živjo. Jaz prvo sem imela na računalniku težave in zdaj imam na telefonu težave in jaz vas nič ne vidim, slišim pa vi me ne vidite in slišite. Dobro, te slišimo. Edini problem, jaz ne vidim skrina. Ne, tudi jaz ne.
Ali ga drugi imam, pa sam jaz to težavo. Ne, tudi jaz ne vidim PowerPoint. Sara, kako to šeraš? Sam jaz šeram, pa vidim vse normalno, tako da čakaj, bom mogoče probala še enkrat. Ok, zdaj je malo boljš, no. Vas vidim. Mi je pa zaštekalo, Sara, ko si začela šerati. Kaj bo zdaj? Zdaj pa je, ja. Ja, evo, zdaj pa je. Ok, no, skratka, en kup tehničnih težav imam danes, upam, da bo šlo čez, no. Sara, hvala, da namesto mene deliš. Če pa bi prišlo do tega, da me ne vidite, pa slišite, pa mi dajte nek znak. Ok, skratka, jaz sem Mojca, prihajam iz oddelka za sociologijo in pa oddelka za pedagogiko in andragogiko. Danes bom govorila o vplivu pandemije COVID-19 na življenja žensk. Osredotočila se bom predvsem na recimo 3 področja, intimno-partnerskega nasilja in pa nasilja v družini, potem skrbstveno delo in pa reproduktivne pravice. Ta področja v bistvu neenakosti žensk so recimo nekako v tem obdobju pandemije postala še bolj vidna, tudi bolj problematična, zato je prav, da te stvari naslavljamo in jih tudi analiziramo. Danes bom sicer jaz malo več pozornosti posvetila intimno-partnerskemu nasilju in pa nasilju v družini, čisto iz nekega razloga, ker mi je to področje sicer bližje, imam tudi nek vpogled iz prakse, sem svetovalka, prostovoljka na društvu SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, da v bistvu sem z njimi na vezi in slišim vse te zgodbe. Bom pa seveda na kratko omenila tudi nekatere stvari, problematike glede skrbstvenega dela in pa reproduktivnih pravic. V bistvu za današnjo predstavitev izhajam iz članka, ki smo ga napisali s kolegicama Ksenijo Strožič in pa Sofijo Proni Iglič. Napisali smo ga za zbornik študentskega sociološkega društva Sociopatija. Zbornik sicer še ni izšel, ampak kolikor mi je znano, bo v kratkem, tako da boste tudi v pisni obliki in predvsem bolj poglobljeno lahko prebrali vse, kar bom danes omenila. In pa še mogoče ena stvar, da nekako glede časovnega obdobja, mi smo nekako ta področja analizirali predvsem v tem prvem obdobju epidemije, se pravi tam od pomladni in poletni meseci, tako da se tudi večina stvari navezuje na to obdobje. In pa, kot sem že nekako omenila, da jaz bi res rada izpostavila, da so ta področja dosti bolj kompleksna, večplastna, kot jih bom danes uspela predstaviti. Se pravi, danes bom res na kratko in pa neke osnovne stvari, za neko osnovno razumevanje, seveda pa je dosti stvari bilo še za odpreti in tako naprej. Ok, Sara, lahko mi daš naslednjo drsnico. Ok, vidiš nekaj. Ok. Ostale tudi ne vidite naslednjega slajda. Neža. Bom probala še enkrat. Ne, jaz nisem videla naslednjega. No, Zoom življenje. Ok, bomo probali še enkrat, če ne pa tudi, če sem brez PowerPointa. Evo, vidite zdaj, drugega? Ja, je, ok, no, super. Skratka, prvo se pravi področje intimno-partnerskega nasilja in nasilja v družini. Zdaj v obdobju izrednih razmer, se pravi v tem predvsem prvem obdobju epidemije, ko je nekako svetovno gledano bilo odprtje javnega življenja, se je v bistvu kar veliko govorilo in opozarjalo na problematiko nasilja. Na to so opozarjale številne nevladne organizacije po celotnem svetu in pa tudi v bistvu policija. Po poročanjih številnih medijev, kar smo jih uspeli nekako analizirati v članku, se je v bistvu tako na eni strani povečalo število klicev na nevladne organizacije in pa tudi število uradnih prijav pristojnim institucijam. In mogoče, če v bistvu nekako povzamem neke ključne recimo informacije. Recimo v Franciji se je od uvedbe omejitve gibanja od 17. marca se je število prijav nasilja v družinah povečalo za 30%. Potem recimo v Braziliji so poročali od 40 do 50% porastu. Potem recimo, kar se tiče klicev na nevladne organizacije, v Belgiji so se recimo povečali za okrog 70%, v Združenem kraljestvu za 25%, se pravi, nekako generalno lahko govorimo o porastu, se pravi, na eni strani prijav in klicev. Potem za slovensko in še za marsikatere države so seveda podatki. No, za Slovenijo pa smo mi v bistvu nekako
vzele v analizo policijsko poročilo, ampak za prvo polletje 2020, a ne, in smo ugotovili, v bistvu, ko smo primerjali z prejšnjimi leti, se pravi po pol letih, a ne, smo ugotovili, da je bilo približno cirka malo manj, no, kot 20% porasta uradnih prijav nasilja v družini. In pa še ta aspekt nevladnih organizacij, pa je ravno bilo nekako najbolj v ospredju to, recimo, da so konkretno, sedaj govorim za društvo SOS Telefon, da je bilo na začetku veliko manj klicev, kot so pričakovali, glede na recimo situacijo, ki smo jo imeli, a ne. Je pa zanimivo, da je potem v bistvu takoj po prvih nekih teh sprostitvenih ukrepih so na društvo SOS Telefon opažali okrog 80% porast klicev, kar bomo seveda tudi še v nadaljevanju malo nekaj o tem spregovorile. Sara, lahko mi daš naprej? Ja, in seveda v vseh teh podatkih, a ne, porasta nasilja je pač se pojavi vprašanje, kakšni so pravzaprav dejavniki tveganja za povečano nasilje v času izrednih razmer. Zdaj nekateri, in seveda te stvari so predvsem vezane na pač obdobje epidemije, pandemije. Zagotovo je eno pač dejstvo, da so družinski člani preživljali dosti več časa skupaj kot sicer. Dejstvo je, da so nekatere družine ta čas preživljale v nekih bivalnih prostorih, stanovanjih, ki ali bodisi ne omogočajo dostojnega življenja, hkrati ne omogočajo nekega prostora za umik, za zasebnost in tako dalje. Seveda je v tem času bilo tudi veliko več stresa, nekih nasplošno več tesnobe, negotovosti glede prihodnosti, seveda tudi strah pred okužbo. Dejstvo, da so povzročiteljice in povzročitelji nasilja mogoče nekako poskušali tudi nadomestiti ta občutek izgube nadzora nad to situacijo, ki se je dogajala v družbi, tudi v bistvu z nekim povečanim nadzorom nad ljudmi, osebami, s katerimi živijo. Zagotovo je bila prisotna poglobitev ekonomskih stisk, vemo, da je marsikdo in še posebej ženske so izgubili službo, s tem prihodek, vedno manj prihrankov je bilo, na drugi strani tudi porast duševnih motenj. Dejstvo, da so osebe, ki imajo neko izkušnjo, so imele izkušnjo nasilja, so se težje obrnile po pomoč na nevladne organizacije, policijo in tako dalje. Se pravi, res nekako dosti nekih kompleksnih in velikih stvari, ki so nekako nemogočale, da bi lahko stvar učinkoviteje ali prijavljali, reševali sproti in tako dalje. In to, kar vidite na drsnici, je pričevanje predsednice društva SOS Telefon Maje Plas. To je povedala za oddajo Tednika 11. maja, da so v bistvu ženske, ki so klicale na SOS Telefon, pripovedovale recimo o tem, da so jim partnerji prepovedovali izhod iz stanovanja, da je bilo povečano fizično nasilje, povečano število groženj, tudi izrekanje ubil te bom. Velikokrat je bil že dovolj pogled, da so žrtve vedele, recimo, kaj se lahko zgodi. So bili tudi primeri, ko so partnerji grozili, da če se bo pojavil sum na okužbo, da bojo zahtevali, da grejo z otroki iz stanovanja. In tudi so bili primeri, ko so izgnali svojo partnerko iz stanovanja in niso vedele, kam oditi. In tu se seveda lahko tudi navežem na dejstvo, da vse te dve varni hiši, ki jo ima društvo SOS Telefon, sta v bistvu že kar nekaj časa zasedene, se pravi polne, zelo redko se sploh kako mesto pač sprostiti, tako da v bistvu so zelo velike potrebe po še več zatočiščih. Recimo zdaj, če recimo za to obdobje lahko govorim glede klicev, bi tudi rekla, da je znaten porast klicev. Zdaj pač seveda so še pridružene neke druge stiske in tako dalje, ampak skratka je kar pestro na tem področju. Tako, mogoče še to omenim, da tudi zaradi vseh teh stvari je na društvu SOS Telefon vzpostavljena 24-urna linija za žrtve nasilja, tako da je v bistvu to neka ena taka pozitivna stvar, da lahko pač ženske, kdorkoli v bistvu, ki je žrtev nasilja, pokliče za ali nek razbremenilni pogovor ali pa tudi informacije glede umika, prepovedi približanja in vseh teh stvari. In pa še mogoče za zaključek pri tem področju bi rekla to, da je ena pač, ko se pogovarjamo o nasilju, tudi ena ključna pomanjkljivost v Sloveniji, tudi da nimamo nekega sistematičnega zbiranja podatkov o v bistvu nasilju. Pač imamo neke podatke na eni strani teh klicev, na drugi strani pa pač razpolagamo recimo s podatki, ki jih zbirata policija in pa center za socialno delo, ampak pač tu govorimo o nekih uradnih prijavah nasilja. Vemo pa seveda, da se dosti primerov nasilja tudi sploh ne prijavi.
Ok, Sara, lahko mi daš naslednjo. Zdaj, v povezavi s tem bi se še pa zdaj na kratko navezala še na področje skrbstvenega dela. Tu je moj generalni, je tudi zelo kompleksno, no, ampak kar želim generalno predstaviti je to, da v bistvu v teh socialnih skrbstvenih poklicih, področjih dela je zelo veliko žensk zaposlenih. Imam en podatek, da kar 70% žensk na svetovni ravni. In seveda so tudi ta poklicna področja bila ena izmed nekako najbolj ogroženih ali pa recimo, ja, v bistvu najbolj ogroženih. Med te seveda spadajo medicinske sestre, so zdravstveno osebje in tako dalje, ki so seveda v tem pač v času epidemije delale nadure za slabo plačo in tako dalje, ne. In to govorimo seveda o plačanem skrbstvenem delu. Na drugi strani pa je ostajalo še vedno se pravi, obstaja to neplačano gospodinjsko delo, ki pa je tudi v zelo veliki meri še vedno v domeni ženske, ne. Po eni strani lahko govorimo o tem, da ženske neplačano gospodinjsko delo pač nekako praviloma ali pa še vedno v večini opravljamo tudi zaradi nekih obstoječih tradicionalnih spolnih vlog, ki jih pač nekako v družbi še vedno precej poznamo. Po drugi strani pa tudi zaradi same strukture ženskega vključevanja na trg dela, ker ženske pač ali delajo recimo v nekih bolj fleksibilnih oblikah zaposlitve za polovični čas in pa pač v manj dobičkonosnih službah kot moški, ne. In tu v resnici se pokaže pač še ena dilema, ne, ko imaš nek par in se sprašuješ o tem, za koga je bolj smiselno, da gre v službo in za koga je bolj smiselno pač, da ostane doma in skrbi za otroke in je kuharica, čistilka in tako naprej, ne. Tudi učiteljica v enem obdobju. Je pač relevanten nek razmislek, da seveda pač bo šel moški v službo, ker zasluži več, ne. In tu se mi zdi, da se res kar vrtimo v enem takem začaranem krogu. Tako da jaz bi tu predvsem, pač je moj point izpostaviti to, da je v tem obdobju v marsikaterem primeru šlo za neko dvojno obremenitev žensk, ne. Se pravi, po eni strani pač službe, ne, ki so tudi pač nekako v povezavi s tem skrbstvenim ali pa nekim socialnim področjem dela in na drugi strani to neplačano gospodinjsko delo. Sara, lahko mi daš še na zadnji slajd? Ja, potem pa še eno področje, ki je bilo tudi recimo pereče v tem obdobju pandemije, sicer ne toliko v Sloveniji. Se pravi, razprava o reproduktivnih pravicah v času covida v Sloveniji ni bila recimo toliko nekako prisotna kot recimo nek javni diskurs o porastu nasilja, o problematiki skrbstvenega dela. Je pa še vseeno recimo v tujini je bilo to področje, kar je recimo tako pereče, ne. Sicer so tudi v Sloveniji smo imeli nekatere ukrepe povezane z v bistvu tem reproduktivnim in pa spolnim zdravjem, v smislu recimo, da so bile omejene nekatere ginekološke storitve za ženske, potem recimo ob porodu niso smeli biti partnerji prisotni in tako dalje, ampak ne govorimo pa recimo o takem posegu v reproduktivne pravice kot recimo na Poljskem, kjer je v bistvu ženskam bilo onemogočeno umetno prekiniti nosečnost, se pravi, dostop do splave je bil praktično onemogočen, na drugi strani tudi onemogočen dostop do kontracepcije, ne. Tudi recimo ne samo Poljska, ne, recimo tudi Nemčija, Avstrija, Romunija, Hrvaška, Slovaška, vse te države recimo neke, se pravi, problematike ali pa dostopa do splava, umetnih prekinitev nosečnosti niso prepoznale kot nujne zdravstvene storitve. V Sloveniji sicer je bilo to možno in tudi dostop do kontracepcije, ampak kot rečeno, ne, niti daleč od nas ni to bilo mogoče tako samoumevno. Nekako sem želela to izpostaviti predvsem zaradi tega, ker mogoče preveč pesimistično, ampak tudi se mi zdi, da nismo mogoče daleč od nekih vsaj idej o tem, ne, da se v bistvu nekako kršijo ali pa se nakazuje na to, da bi se odvzemalo neke že pridobljene pravice žensk na tem področju, ampak recimo lahko pa izpostavim tudi dobre primere praks v tujini, recimo Francija, Velika Britanija, Irska. To so recimo bile države, ki so recimo omogočale vsaj recimo ta del splava, kemičnega splava z pomočjo abortivnih tablet, ne, in to so izvajali tako, da je v bistvu ženska lahko je imela pomoč preko telefona strani zdravstvene delavke ali pa delavca, ne.
Tako da so različne prakse, poznamo tudi prakse v Ameriki, v marsikaterih zveznih državah je bil prepovedan splav in tako dalje, kar pa seveda pol rezultira v tem, da so ženske primorane na nek način se posluževati nekih stvari, kot je bilo recimo kršenje koronskih ali pa pač karantenskih kakorkoli ukrepov, ker so bile zaprte meje, ker ni bilo dostopa do javnega prevoza, letalskih povezav in to, in v bistvu tako, da bi se na nek način vrnili v neko obdobje, kjer so morale ženske to na skrivaj delati. Tako da v bistvu to so nekako področja, ki sem jih želela konkretno izpostaviti na področju vsakdanjega življenja žensk. V bistvu to je to. Mogoče še skozi kako vprašanje, kaj odgovorim. Hvala. Ja, zdravo. Jaz bi sam želela se navezati na to zadnji del o reproduktivnih pravicah, da je tudi pri nas problem s pomanjkanjem kontracepcije. Claire že nekaj časa ni in ne bo zdaj tudi do novembra, mislim, da tudi Jazu slabo kaže, tako da je to tudi prišlo do nas. Ja, ok, hvala za to informacijo, tega niti nisem vedela, ampak ja, kot sem že rekla, vsi se mi zdi, da nismo niti toliko daleč od vsega tega. Hvala. Ja, zakaj. A lahko vprašam, kaj pa, ne vem, kdo je bila ta, ki se je javila, Tonja? Mislim, da je Tonja. Jaz te nisem videla, Tonja, ampak se mi je zelo po glasu, da si ti. Kje pa je ta problem v smislu, da da se ne dobi kontracepcije? V bistvu problem je v tem, da veledrogerije ne morejo dobiti tega od proizvajalcev in posledično potem tudi lekarne ne. Zdaj, točnega razloga se ne ve, jaz sem specifično v bistvu lih danes sklicala enega prijatelja farmacevta, ker to je zdaj v zadnjih mesecih ratalo v bistvu bolj problematično, ne. In v glavnem je rekel, da v bistvu se to periodično načeloma tudi dogaja s tableti, zaradi tega, ker se proizvajalci nekaj časa delajo ene tablete, nekaj časa drugega. Specifično zdaj pa mislim, da se je zataknilo pri tem, da se določene sestavine za te vrste tablet proizvaja nekje na Kitajskem, nekaj takega, in ker je pač ta disruption in the global chain of supply, se je v bistvu tudi to zdaj zgodilo. Tako da mislim, da sem brala tudi malo tam recimo pomanjkanje Claira in tudi v drugih državah recimo po Evropi se je v bistvu to zdaj dogajalo. Enim prej, enim kasneje. Se pravi, pri nas je v zadnjih parih mesecih to ratal večji problem. Hvala za izčrpen odgovor. Še kakšno vprašanje za Mojco? Ja, mogoče še jaz, da vprašam, kje bi bile kakšne, oziroma kje ti vidiš kakšne kratkoročne ali pa mogoče dolgoročne rešitve za te probleme, ki so se pojavili, ker mislim, pogosto slišimo, da bo ta prava katastrofa, ko bo epidemija konc. Treba za naprej razmišljati. Ja, kompleksno vprašanje. Jaz bom to bolj odgovorila mogoče za področje nasilja, ker se mi zdi, da mogoče na tem področju malo več vem, pa več razmišljam o tem. Jaz recimo sem bila kar zaskrbljena nad tem, da zmanjkuje zatočišč, varnih hiš za ženske. Vemo tudi, da je problem v drugih regijah po Sloveniji, recimo, da je izjemno malo mest, ali pa recimo konkretno za Koroško, vem, da je Koroška tudi ni spet toliko mala, pa imamo recimo eno varno hišo. Tako da pač tu se mi zdi, da zagotovo je ena stvar, ki bi jo mogli nekako reševati na način, da bi jih imeli več. Pol druga stvar, dolgoročno, predvsem kar bi jaz se borila ali pa izpostavila kot ključno zadevo. Se mi zdi, pri nasilju je pomembno, da sistematično izobražujemo in ozaveščamo ljudi o tem. In s tem merim predvsem na odgovornost vzgojno-izobraževalnih institucij, že od predšolske vzgoje naprej, da se pravi, da so te teme ne samo vključene v neke preventivne dejavnosti, tudi to, že to je ok, Neža, ti boš zdaj mogoče malo več vedela, ker delaš v šolski svetovalni službi, ampak vse moje izkušnje so ali skozi moje izobraževanje ali to, kar sem imela pač možnost skozi prakso videti, da te tematike niso kaj preveč vključene.
Jaz pa mislim, da je to toliko pomembno področje, da bi ga moglo implementirati v učne načrte in sistematično se s tem ukvarjati. Tako da to pač jaz vidim kot eno stvar, ki je sicer tek na dolge proge, ampak se mi zdi nujno potrebno. Verjetno bi se dalo tudi na področju zakonodaje še urediti, čeprav še vseeno ne bi rekla, da imamo ravno slabo zakonodajo, ampak so seveda stvari, ki bi se jih dali izboljšati. Mogoče na prvo žogo to, jaz vedno se mi zdi, da nekako najbolj, se mi zdi, da je najpomembnejše to ozaveščanje, izobraževanje. V bistvu ravno danes sem bila kar vesela, ko sem s kolesom šla skozi Kongresni trg in sem videla, da so v bistvu na vseh drevesih te, ne vem, neki plakati, v bistvu po 10 točkah na kak način pristopa do osebe, ki je žrtev nasilja ali pa ima neko izkušnjo nasilja, nadlegovanja in se mi zdi to v bistvu res super. Mislim, toliko ljudi gre skozi Kongresni trg in če ti vse za, ne vem, pol minute to vzame pozornost, da razmišljaš o tem, je že veliko. Tako da mogoče na nek tak način. Bi pa mogoče še recimo konkretno za nasilje rekla, da sem brala kar par nekih, recimo sicer bolj kratkoročnih rešitev, ampak recimo na začetku pandemije, je recimo se je dosti držav angažiralo v smislu, da so, ne vem, odpirali, ne vem, ali samostane, recimo kot neke prostore, kamor so se lahko zatekle žrtve nasilja, ali recimo neke varne točke v smislu lekarn, ki so še vseeno kljub vsem ukrepom delovale, pa so tam v bistvu bile neke točke, kamor so lahko žrtve v bistvu še vseeno se zatekle po neko pomoč, ali pa karkoli takega recimo. Sicer tudi vem, da se je v Sloveniji nekaj na tem delalo, ampak ne bi rekla, da toliko aktivno, kot mogoče kje v tujini. Mogoče to, ziher je pa še kaj, ampak to mi zdaj pade na pamet. Mogoče še kakšno vprašanje, da gremo pa mi kar naprej. Ja, ne? V redu, gremo dalje. Hvala, Mojca, za predstavitev. Naslednja kandidatka, govorka je Sara Richteršič. Je dvopredmetna študentka na oddelku za sociologijo, pa tudi iz oddelka za pedagogiko in andragogiko. Z letošnjim letom pa je v bistvu tudi začela delati v šoli in uči na srednji šoli sociologijo. Tako da nam bo danes v bistvu povedala lastne izkušnje iz, se pravi, dela z učenci in se v bistvu ob tem osredotočila na to relacijo spola, ženska, moški, profesorica, dijaki in pa tudi na neke pasti, probleme, ki se v bistvu ob tem lahko pojavijo v praksi. Sara, beseda je tvoja. Hvala, Neža. Jaz sem na začetku premišljala, ampak moram ugasniti kamero, ker drugače moj stari računalnik ne more več oboje hkrati. Je pa jaz sam tole share. Vidite, ne? Jaz spet ne vidim. Meni je spet zaštekalo, Sara, kot prej. Tako bomo bolj še enkrat probala. Dej, proba, ja. Vidiš, jaz mislim, da so to vsi znaki, da moramo iti iz tega Zoom življenja. Kaj pa zdaj? Tudi ne. Ne vem, kaj hodimo na robe. Še enkrat probam, če ne bom pač brez. Mogoče pa probi, da nimaš prav na cel screen, veš, da imaš samo tako, ja. Evo ga, super. Torej, v bistvu lep pozdrav, sem skupaj še z moje strani. Torej, z tiste, ki me še ne poznate, sem Sara Richteršič, sem dvopredmetna študentka magistrskega študija na oddelku za pedagogiko in pa sociologijo. In kot je Neža povedala, sem v bistvu v začetku letošnjega šolskega leta v bistvu dobila priložnost, da se še pred končanim magisterijem podam nekako v izobraževalno prakso. In že od septembra dalje učim na eni izmed srednjih šol v Kranju, kjer v bistvu poučujem sociologijo in pa družboslovje. No, in danes vam bi v bistvu na povabilo kolegic rada predstavila nekatere izzive, zanimivosti iz konkretno pač iz prakse, s katerim se na poti tega izobraževanja srečujem sama. Pri tej predstavitvi sem v bistvu prla na nekako 3 ključne točke, ki sem jih tekom poučevanja sama opazila in se pač dotikajo te naše današnje rdeče niti in to je neenakost spola. Torej, v začetku naj povem, da poučujem na srednji strokovni in pa tehnični šoli,
kjer se dijaki izobražujejo za poklice, kot so računalničar, mehatronik in elektrotehnik. In zdaj sami lahko mislite, kateri spol prevladujejo v tej šoli. Jaz torej poučujem drugače v 7 različnih oddelkih, skupaj to pride več kot 150 dijakov. No in med vsemi temi dijaki imam v bistvu samo eno dijakinjo. No in tukaj bi se v bistvu rada dotaknila nekako moje prve točke, do katere sem pač prišla, in to je, da ta točka se dotika nekako izbire poklica glede na spol. Že tudi avtorica Mirjana Ole v bistvu pravi, da zaznavamo neke modele spolne kulture, ki se pač nanašajo na delitev dela na moška in pa na ženska področja dela, in pa tudi na družbeno vrednotenje tako moških kot ženskih področij dela. Torej v Sloveniji so načeloma šole odprte za oba spola, kar tako dekletom kot seveda tudi fantom daje pač možnost za izobraževanje v različnih smereh in tudi raznovrstne delovne kvalifikacije. Hkrati in pa te vloge, ki jih v odraščanju nekako pripisuje kultura, mediji, ekonomska sfera, nekako omejuje njihove perspektive. Torej, že vzorci odraščanja bi lahko rekli, da so močno prepleteni s spolnimi stereotipi. Tako se recimo ženske še vedno izobražujejo za tipično ženske poklice, vzgojiteljice, učiteljice, medicinske sestre, kozmetičarke, medtem ko moški za tipične moške poklice. To so pa poklici, ki so povezani recimo z raznimi tehnologijami, in sem bi spadali vsi prej omenjeni poklici, kjer jaz pač učim. In tudi, ko sem pogledala statistične podatke, tudi dekleta po statističnih podatkih prevladujejo pač v pedagoških, humanističnih, družboslovnih, zdravstvenih, socialnih programih, medtem ko fantje bolj v naravoslovno-tehničnih programih. Druga točka moje predstavitve je pa v bistvu konkretna učna snov, ki se podaja pri tem predmetu, ki ga jaz učim in se pač nekako dotika spola. Torej, pri predmetu sociologija se mi spola dotaknemo pri obravnavi poglavja družbene različnosti in pa neenakosti. Tukaj imate na slici v bistvu konkretno ta učbenik, iz katera pač črpam predavanja. No in pri tem poglavju v bistvu obravnavamo načine, kako smo ljudje glede na različne pripisane in pa pridobljene statuse, med katere spada seveda tudi spol, pa je ta velikokrat čisto samoumevno ali pa pozabljen, razporejeni pač v različne strukture. No in z obravnavo tega poglavja naj bi dijaki tudi spoznali samo razliko med biološkim in pa družbenim spolom, ob tem se pa tudi analizira različne poglede na vlogo žensk in pa moških v družbi in potem na podlagi tega pretekta tudi, kako se ženskost pa moškost spreminja nekako institucionalno v moderno družbo oziroma v sodobnih družbah. No, sama sem pri tem poglavju v bistvu dodala tudi krajše predavanje o tem, ali je spol lahko dejavnik neenakosti, in pa na kratko predstavlja feminizem. Zdaj, na kratko, predvsem zato, ker v bistvu zanimivo obravnava feminizma sodi v učni načrt poteka posebna znanja, torej to pomeni, da to poglavje ni nujno pripisano za obravnavo, torej tega ne rabijo nujno dijaki slišati. Spola se dotaknemo drugače tudi pri obravnavi politike, in sicer se recimo opredelimo, kaj je to seksizem, pa na kratko predstavimo neke načine reševanja zastopanosti ženskega spola v politiki, naprimer povemo, kaj je to sistem kvot, ki je uveden tudi na slovenskem političnem prostoru. Zdaj, mene so pač pri podajanju te snovi nekako vodili učni cilji učnega načrta, kot so te, da recimo so potem dijaki sposobni narediti neko refleksijo lastnega socialnega položaja, ali pa da lahko oblikujejo neka svoja stališča, prepričanja, predsodke, kot nek temelj za vključevanje v družbeno življenje in pa seveda za neko strpno in odgovorno ravnanje. Potem tudi, da so sposobni razumevanja večplastnosti, kompleksnosti tako družbenega kot posebnega življenja posameznika ali posameznice, in pa da so sposobni nekako strokovnega, argumentiranega, strpnega izražanja lastnih stališč. No, zdaj, pri podajanju te snovi sem se v bistvu morala sama zavedati oziroma tudi opozarjati, da to temo spola predstavlja nekako že zreli moški, kateri bodo pač po odpisani maturi nekako vstopili v svet odraslosti, bojo začeli delovati v širši družbeni sferi in seveda biti tudi v kontaktu z ženskami. Zato sem jih pri predavanju skušala v bistvu čim več vključevati, jih spraševati, poslušati tudi njihova mnenja. Zdaj večina, če tako zaupam, se jih sicer strinja, da ženske niso recimo samo za kuhinjo, ampak vseeno sem lahko v teh 7 oddelkih, kjer jaz poučujem, recimo slišala kakšno izmed pripomb, kot so recimo,
pa to znamo najbolj, ali pa ne moramo konkurirati moškim, ker ne opravimo to dela in podobno. No, in jaz sem pač poskusila z obravnavo te snovi, pa s svojimi predavanji nekako s pomočjo tudi dijakov razbiti te tradicionalne stereotipe. Tudi ko sem se lotila predstavljanja feminizma, sem recimo predavanja načrtovala tako, da so tudi dijaki sami recimo iskali različne podatke na spletu, da smo si skupaj ogledali nekaj videovsebin, recimo predvsem iz kakšnega Radia Študent, RTV, Mladina, pa smo si pogledali potem različna gibanja, recimo Hipoši ali pa Jaz tudi. In v bistvu sem si res želela od strani dijakov slišati nekako prepričanja, njihova prepričanja kot moških predstavnikov, kaj se njim zdi prav, kaj se njim zdi narobe, ali odobravajo različna gibanja, ali vejo, kakšen je namen teh gibanj in podobno. In lahko rečem, da sem bila pozitivno presenečena, ker je večina dijakov že razmišljala zrelo in tudi na argumentiran način nekako podala, ne vem, zakaj ne odobravajo nasilja nad ženskami. Potem je bilo pa tudi pozitivno presenečenje to, da se je tudi nekaj izmed dijakov potem odločilo tudi temo feminizma predstavljati kot svojo seminarsko obveznost kasneje. No, in v bistvu bi se na koncu dotaknila še na dejansko neke konkretne zagate, s katerimi se pač pri poučevanju srečujem. Zdaj, meni se je kot pač mladi in še veliko neizkušeni profesori, se mi je v bistvu v začetku predavanj, je bil največji izziv, kako vzpostaviti avtoriteto. Zdaj, tukaj sem ugotovila, da je pomembno, kako že prvo uro nastopiš v razredu, koliko s dijakom dejansko pustiš priti blizu, ker se potem ta vzorec nekako prenaša iz dneva v dan in se drži pač celo šolsko leto. Poleg tega je tudi ena zanimivost, na katero mogoče prej nisem nikoli pomislila ali pa sploh nisem dala toliko poudarka, in to je recimo, kako se oblačiti. Recimo kakšne prekratke oblekce ali pa preveliki dres ne bi upoštevana in se mi zdi, da tudi načinom oblačenja pač kažeš nekako na svojo urejenost in pa seveda na svojo profesionalnost. Zdaj, jaz bi v bistvu to predstavitev zaključila s tem, da se mi zdi, da je ta tema neenakosti spola tudi premalo zastopana v samem izobraževalnem polju, ker je veliko odvisno tudi od profesorja, koliko časa bo namenil tej temi. Skrita napaka se po mojem mnenju skriva že v samem učnem načrtu, ker gre v bistvu to za izbirno temo, ne pa za neko obvezno temo, ki bi jo pač morali slišati vsi. Zdi se mi, da bi pač mogel biti nekak delni osnovni cilj izobraževanja, spreminjanje nekih tradicionalnih vlog spolov in seveda odpravljanje teh stereotipov. Ker mnogo mladih se potem tudi še danes na svojih poklicnih ali splošnih šolah se še vedno izbirajo svojo poklicno pot glede recimo na neke tradicionalne spolne vloge, ki so jim pripisane. Okej, jaz bi s tem zaključila, tako da hvala za pozornost. Hvala, Sara. Jaz sem mislila, da ko boš imela to predstavitev, tako sem bila kar že jaz zelo stereotipna in potem si povedala te svoje dobre prakse in sem bila tudi jaz zelo pozitivno presenečena, tako da ful dobro, pa veliko sreče še naprej na tej poti. Me pa zanima recimo, pač, kdaj je bilo pa, mislim, a je bila pa kakšna situacija vezana se pravi na to temo spola, ko se pa nisi odzvala tako, kakor bi se želela in kako si v bistvu potem tudi to sama reflektirala po uri, če si? Ja, mogoče, da je, mislim, tako bom rekla, ko smo obravnavali to temo, se je mogoče zgodilo, recimo, da je bil kakšen komentar dijakov, ko sem na začetku, med predavanjem imela, ne vem, da so rekli, ne vem, ko smo se pogovarjali o tem, kakšna je neka tradicionalna vloga ženske bila prej v tradicionalnih družbah, pa kaj zdaj delajo, da so ženske tudi znanstvenice, da pač se je očitno spremenili hodimo v službo in tako naprej, in pa so, je bila pripomba, ja, ampak še vedno se mi, ne vem, je rekel en dijak, ja, ampak one so res za kuhno, ne vem, znajo bolj kuhati kot moški, pa so se bolj, ne vem, cel razred smejati, pa je bil vsem smešen, pa sem si mislila, ja, okej, se je to res, in pol nismo nadaljevali debate na ta komentar in pol, ko se je ta ura končala, ko smo pač nadaljevali z obravnavo snovi, sem si mislila pa sama pri sebi, da bi pač lahko se tukaj mogoče malo ustavila, pa bi rekla, okej, zdaj to je vaše mnenje, da bi si mogoče pustila malo več prostora, da bi to nekako rešili skupaj z dijaki, ali pa da bi pustila, da še drugi komentirajo, pa pol še jaz povem svoje mnenje in tako naprej. Tako da ja, mogoče
se je zgodil kakšen trenutek, ampak načeloma pa se mi zdi, da so tudi dijaki kar zelo razmišljali. Pa se potem, ko smo obravnavali snov, dejansko prišli do tega pogleda. Ne več tako tipičnega. Mi je pa v bistvu po eni strani, si rekla tudi, da pač ni to, da je to izbirna vsebina v teh učnih načrtih, kar je valjda pač tako dosti, mislim, žalostno po eni strani, po drugi strani imaš pa tudi ti, kot učiteljica oziroma profesorica to avtonomijo, da se odločiš, da boš pač tej temi posvetila več pozornosti, kar je pa v bistvu tudi zelo dobro. Lahko bi obravnavali, ne vem, samo neke družbene sisteme, teorije, ti pa si se posvetila temi, kaj je zate ful pomembna in si jo predstavlja tudi dijakom. Mogoče še kakšno vprašanje za Saro? Mogoče bi te jaz vprašala, Sara, če boš še eno leto učila na srednji šoli, a se boš kakšne tematike znotraj tega drugače lotevala odpredavati? A se ti zdi, da je kakšna stvar, da bi se mogla pri kakšni stvari nasplošno pri posredovanju snovi bolj poglobiti, zato ker recimo si opazila, da oni mogoče toliko ne razumejo, ali pa mogoče kakršnekoli take opazke bi me recimo zanimale za naslednje leto, če boš recimo še učila. Ja, jaz mislim, da naslednje leto nič ne bo enako. Jaz res leto sem začela čisto neizkušeno in tudi sama nisem vedela, koliko časa lahko namenim eni snovi. Veliko sem se držala tudi učnega načrta, da smo res prišli čez tisto, kar smo mogli slišati, da so bili pa tudi to ocenjeni. Ampak zdaj, ko približno vem, kako poteka, kakšna je dinamika, koliko časa lahko, ali pa ne vem, katera snov jim je lažje razumljiva, pa to lahko hitreje obdelamo, pa se drugi snovi bolj poglobljeno dotaknemo. Jaz mislim, da naslednje leto, ne vem, če bom imela kaj enako. Malo bo vse drugače, bomo videli. Še eno vprašanje, oprosti, Sara, koliko dijakov se je pa odločilo za seminar to tudi pisati? Mislim, da je bilo, jaz sem res veliko dijakov, ampak mislim, da je bilo iz vsakega oddelka je bil en dijak, torej 7 dijakov je pisali temo feminizma. Je pa res, da so pač dobili nekak izbor tem in se tudi več dijakov ni moglo odločiti za isto temo, tako da mogoče so bili prikrajšani. Še eno vprašanje z moje strani, da se navežem na Mojco. Kako so bile pa potem ocenjene te seminarske naloge? Ste bili z njimi zadovoljni? Ja, to pa moram reči, da sem res pozitivno presenečena. Mislim, da so se čisto vsi res poglobljeno lotili obdelave, da so recimo predstavili vrste feminizma, valove feminizma. Potem so dali recimo tudi kakšne konkretne ali pa aktualne primere, tako da jaz tukaj sem bila pri vseh pozitivno presenečena. Nisem pričakovala, da bo to, zato ker se mi zdi, da je to vsem taka strokovna šola in so fante, res nisem mislila, da jih bo to zanimalo. Bo naslednje leto drugačen kriterij ocenjevanja? Ja, bomo videli, ja. Okay. Se še malo ljubim, ampak ja. Ja, sej normalno, itak. Še kakšno vprašanje za Saro? Ok. Potem pa nadaljujemo. Tina, boš ti lahko? Ja, pozdravljena še iz moje strani. Mene glih malo pred tole okroglo mizo začela mučiti huda migrena, tako da mi prostite, če bom govorila večkrat bolj počasi. Moje v bistvu področje, ki me raziskovalno zanima, in katerega nek ožji teoretski okvir bi danes predstavlja, je pravzaprav področje spolno zaznamovane organizacije javnih stranišč v slovenskem prostoru. Gre za področje, ki v bistvu zaenkrat še ni dobro raziskano, oziroma sploh ni raziskano. Danes bi, kot že prej omenjeno, orisala nek teoretski okvir, ki mi pravzaprav predstavlja izhodišče za nadaljnjo bolj poglobljeno raziskavo organizacije stranišč na fakultetah Univerze v Ljubljani. Taka raziskava me zanima zato, ker v akademski sferi, torej,
ker se je z reorganizacijo javnih stranišč na Fakulteti za družbene vede pravzaprav v Sloveniji pojavil ta diskurs o pomenu spolno nevtralnih javnih stranišč in drugič zaradi tega, ker se v akademskem okolju oblikujejo in reproducirajo norme, ki vplivajo na razumevanje in organizacijo spolnega reda, strukture sporejanja družbene moči in načinov socializacije spola. V tej kratki predstavitvi bi mogoče poskušala odgovoriti predvsem na 3 vprašanja. Zakaj so javna stranišča organizirana glede na spol? Kako spolno zaznamovana organizacija javnih stranišč vpliva na ohranjanje in reproduciranje konstrukta spola in družbeno sprejetih spolnih vlog, ter kakšne so težave oziroma negativne posledice tako organiziranih stranišč za posameznika oziroma posameznico in s tem družbo. Aktivno je se konstrukt binarno označenih javnih stranišč začel naslavljati na prehodu v 21. stoletje. In prav res na pobudo študentskih gibanj, torej v akademskem prostoru, so začeli v infrastrukturo univerz in kampusov tako v ZDA kot tudi v državah Evrope vključevati spolno nevtralna javna stranišča. Ponekod so oznako moško in žensko stranišče celo odstranili in uvedli skupna spolno neoznačena stranišča. Takšno reorganizacijo javnih stranišč v akademskem prostoru je velikokrat pospremil negativni odziv, ki je bil podkrepljen predvsem z nestrpnostjo usmerjeno proti transspolnim osebam in v najbolj ekstremnih primerih je take proteste pospremilo celo nasilje. Kot že prej omenjeno, je tematika spolno nevtralnih javnih stranišč v slovenskem prostoru postala vidna pravzaprav pred nedavnim, leta 2019, ko so se udejanjile pobude o reorganizaciji binarno zaznamovanih javnih stranišč v akademskem prostoru Fakultete za družbene vede. Tako kot že prej omenjeno, je tudi v slovenskem prostoru tako reorganizacijo v bistvu pospremil precej buren odziv. Veliko je bilo nasprotovanj in take pobude so bile videne kot problematične in nezaželene. Mene je na tej točki zanimalo, zakaj je sploh prišlo do teh odzivov. Namreč nevtralna stranišča sicer niso nič nenavadnega. Kadar gre za neke prostorske stiske, je v javnih ustanovah značilno, da je v bistvu lahko tudi uporabnikom in uporabnicam namenjeno samo eno spolno neoznačeno stranišče. Tako je največkrat pri straniščih, ki so namenjene osebam s hendikepom. Prav tako je pred uveljavitvijo spolno nevtralnih stranišč na Filozofski fakulteti obstajalo že kar nekaj spolno nevtralnih stranišč na drugih fakultetah, med drugim tudi na naši Filozofski fakulteti, pa Fakulteti za socialno delo. Na AGRFT-ju imajo študentje na voljo skupne kopalnice, torej tuše, na Akademiji za glasbo in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pa so nevtralna stranišča pravzaprav namenjena zaposlenim. Kaj je torej povzročilo ta buren odziv pri reorganizaciji javnih stranišč na Fakulteti za družbene vede? Jaz sem si nekako postavila tezo, da gre tukaj pravzaprav za 2 stvari. Namreč tale nevtralna stranišča, ki sem jih prej omenila, da so že obstajala na nekaterih fakultetah, so tam obstajala zaradi največkrat prostorske omejitve, tako je tudi na Filozofski fakulteti pravzaprav s tem prizidkom, tam, kjer imamo nevtralna stranišča. Pri Fakulteti za družbene vede pa je šlo za dejansko reorganizacijo z namenom, da bi v bistvu, kot je izpostavila dekanja Monika Kalin Golob, v njihovo pravzaprav stavbo vključili in javno priznali obstoj tudi transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb.
Hkrati pa je se reorganizacija zgodila v moškem stranišču in to reorganizacijo v bistvu pospremila odstranitev pisuarja, ampak o tem malo kasneje. Vsakdanji prostori pozicionirajo uporabnike in uporabnice v relaciji do obstoječih razmerij moči. Spolno zaznamovani prostori poosebljajo prepričanja o naravni delitvi med spoloma in s tem pripomorejo k ohranjanju oziroma reprodukciji konstrukta spola. Omejen dostop do javnih stranišč torej vpliva tudi na dostopnost do področij, kot so izobrazba, zaposlitev in zdravstvo, torej onemogoča aktivno javno udeležbo. Čeprav se diskurs o spolno nevtralnih javnih straniščih v akademskem prostoru osredotoča predvsem na osebe, ki se identificirajo kot transspolne, transseksualne ali cisspolno nenormativne osebe, pa je uvedba danes obče sprejete ureditve javnih stranišč kulturno-zgodovinsko gledano produkt diskriminacije. Je v bistvu model, ki je šel iz tako imenovane ideologije ločenih sfer in kot tak neenako obravnava pravzaprav vse družbene spole ter kot privilegirani spol označuje moškega. Na tej točki bi si privoščila manjši ekskurs izven slovenske akademske sfere v Anglijo v začetek 20. stoletja, ker želim na primeru londonskega okrožja Camden Town ponazoriti pravzaprav zgoraj prej omenjeno. V predmoderni predindustrijski dobi so bila javna stranišča redka in niso vključevala spolne segregacije. Bolj množično so se javna stranišča začela vzpostavljati v 19. stoletju kot odgovor na zdravstveno reformo in potrebe vse bolj mobilne populacije. Javna stranišča so bila takrat sprva namenjena samo moškim. Javno življenje in javna struktura sta bili namreč v domeno moških. Kulturno oblikovana predstava o naravni ženski sferi in posledično zanikanje ženske mobilnosti sta bila razloga, zakaj je bila potreba po izgradnji javnih stranišč, ženskih stranišč dolgo časa neopažena oziroma videna kot nepotrebna. Primer londonskega okrožja Camden Town, kot ponazori v svojem članku Barbara Penner, pa pokaže, da je bila izgradnja ženskih stranišč pravzaprav celo nezaželena. Navkljub več kot očitni potrebi po širši dostopnosti ženskih stranišč, v Londonu jih je bilo okoli leta 1900, v Londonu so bile okoli leta 1900 namreč dostopni ženskam samo 2 javni stranišči. Penner poudari, da je izgradnjo ženskega stranišča pravzaprav pospremil množični upor. Nasprotovali so meščani, moški, ki so potek gradnje tudi dejansko aktivno ovirali. Razlogi, ki so jih navedli, zakaj so bili proti izgradnji stranišča, so bili med drugim to, da je umestitev ženskega stranišča v urbano infrastrukturo pomenila to, da je zaradi razgaljanja ženskega telesa na ulici bila ženska približana prostitutki. Taka zgradba, taka uvedba javnih stranišč je bila označena kot preveč javna, ženske in moški so zagovarjali, da je ženske tudi zaradi tega ne bi želele uporabljati. Vključitev ženskega stranišča v urbano infrastrukturo so videli kot grožnjo nižanja vrednosti nepremičnin v neposredni okolici. Na tem mestu naj izpostavim, da je bila gradnja ženskega stranišča prav načrtovana kot dodatek k že obstoječemu moškemu stranišču. Penner zato sklene, da je bila gradnja ženskega javnega stranišča predvsem nevarnost patriarhalnemu sistemu zaradi možnosti oslabitve mehanizmov nadzora nad ženskim telesom ter posledično omogočeno vso večjo avtonomijo gibanja in s tem možnost rušenja vzpostavljenega ideala ženske, ki predstavlja atribut srednjega razreda. Alexander Davis meni, da je spolna segregacija v javnih straniščih
zato pravzaprav posledica želje po ohranitvi razrednih razlik, po ohranitvi idealov srednjega in višjega razreda, ki so se manifestirali prav skozi izgradnjo, prav skozi ideologijo ločenih sfer. V Camden Townu so žensko stranišče po dolgih 5 letih naposled vendarle zgradili, ampak je želja po spolno ločenih straniščih vplivala tako na izbor lokacije kot na samo ureditev stranišča. Žensko stranišče, za razliko od moškega, ni bilo del mestne vedute, ampak je bilo urejeno v podzemlju, bilo je brez oken in na ta način varno skrito pred pogledi javnosti oziroma moškega. Diskriminatorni odnos je bil viden tudi v asimetrični tlorisni ureditvi. V ženskem stranišču je bilo 7 straniščnih školjk. Od tega so bile 3 tako imenovane urinete, kar predstavlja v bistvu tip straniščne školjke, ki je namenjen zgolj uriniranju, neka vrsta ženskega pisuarja. Ta stranišča so bila namenjena ženskam nižjega sloja in so se razlikovala tudi po temu, da so bila med seboj vizualno razmejena le z zaveso. Na tej točki naj torej opozorim na to, da je bila organizacija javnih stranišč da je odvedno vključevala tako spolno segregacijo, kot tudi razredno in pa rasno. Če je bilo v ženskem stranišču 7 toaletnih školjk, jih je bilo v moškem prav toliko in hkrati je bilo tam še 2-krat toliko pisuarjev. Kot pove avtorica, gre za način tlorisne ureditve, ki je bil v tem obdobju standardiziran in normaliziran. Na neenak način obravnave žensk in moških pa je vplivala takrat tudi standardiziran način zaračunavanja vstopnin. In sicer je bila v bistvu uporaba pisuarjev brezplačna, plačati je bilo treba le uporabo straniščnih školjk. Ženske so torej plačevale ne glede na tip fiziološke potrebe, ki so jo na stranišču upravljale. Če se premaknemo v današnji čas in še malo ostanemo v Britaniji, bi se navezala na Claro Grid, ki v bistvu omenja, da je še danes v Veliki Britaniji več moških javnih stranišč kot žensk. In to navkljub temu, da obstajajo zakoni, ki enakopravneje urejajo tlorisno zasnovo binarno označenih stranišč. Čakalne vrste se torej pojavljajo predvsem pred ženskimi stranišči. Ženske so na tak način prikrajšane za intelektualne dejavnosti ali pa kratkočasne dejavnosti, pogovore med odmori, v gledališčih, športnih stadionih, kinotekah, na sejmih, dejavnostih, ki se jih zaradi boljše ureditve oziroma večje dostopnosti javnih stranišč lahko udejanjajo moški. Binarna stranišča, če zaključimo, torej odražajo in krepijo konstrukt spola, vplivajo na razumevanje organizacije spolnega reda in strukture razporejanja družbene moči ter ne nazadnje na načine socializacije spolov. Sprememba ureditve tako organiziranih stranišč ne bi olajšala stisk le osebam, ki se ne identificira znotraj binarno zaznamovane kategorije spola, ampak tudi ženskam. In to so izpostavili pravzaprav tudi na fakulteti za družbene vede, ko so uvedli prej omenjena nevtralna stranišča. In sicer, da imajo na fakulteti enako število moških in ženskih stranišč, kar pa se ne sklada z demografijo vpisanih študentk, teh je namreč kar 70%. Pri FDV-ju je bila torej odločitev o vzpostavitvi nevtralnega stranišča povezana s tem, da so v nevtralno stranišče spremenili predtem moško označeno stranišče. In to je pomenilo, da so iz teh toaletnih prostorov izvzeli pisuar. Namreč zato, ker naj bi bila ta razmak med
kabino s straniščno školjko in pisuarjem premejhen in bi lahko grozil intimni prostor osebe, ki uporablja pisuar, medtem ko bi nekdo želel uporabljati zaprto kabino. In ta argumentacija pravzaprav upozori na mnogoplastnost problematike spolno zaznamovanih javnih stranišč. Ta namreč niso, kot smo danes že videli, le odgovor na fiziološke potrebe mobilne populacije, ampak so kulturni produkt, ki je oblikovan skozi kompleksne in večkrat nasprotujoče si diskurze o telesu, spolu, seksualnosti, morali in higieni. Ali če povem drugače, preko upoštevanja tako diskurza, ki ukvirja naše telo, kot konstruktov spola, spolnosti in morale, je mogoče razložiti, zakaj je prostorska ureditev, ki je bila v okviru moškega stranišča sprejeta in legitimna, v okviru spolno nevtralnega stranišča videna kot ogrožujoča. Prostorske ureditve v javnih straniščih namreč služijo tudi regulaciji pogleda. In zato lahko javna stranišča pravzaprav enačimo s tehnologijami nadzora. Način prostorske zamejitve, ki je inkorporiran v ureditev moškega stranišča, igra pomembno vlogo pri oblikovanju heteroseksualne želje. Pravzaprav so javna stranišča, ki so binarno ločena po spolu, označena kot stranišča, kjer je spolnost izčiščena. In to ravno zaradi tega, ker naj bi temeljile na oblikovanju heteroseksualne želje, ki pa se ob prisotnosti istega spola pač ne more udejanjiti. Poleg disciplinirajočega učinka naj na tej točki mogoče kot eno tako zanimivost poudarim, namenim zopet ekskurs v 19. stoletje in sicer poudarim pomen tudi estetiziranih moških stranišč, ki so v sredini 19. stoletja pravzaprav spodbujali imaginacijo termina gentleman, besede, ki jo še danes pogosto uporabljamo za oznako moškega stranišča. Pravzaprav so estetizirana stranišča v slogu fin de siècle pripomogla k zamišljanju in izvedbi družbe zaželene moške subjektivitete, moškosti, gentlemana oziroma gospoda. Organizacija javnih stranišč ne odraža le družbeno sprejetega pogleda na spol in spolnost, ampak tudi na telo, kar smo danes že omenjali. Načini organizacije javnih stranišč temeljijo na ločevanju, zamejitvi, vzpostavitvi meje. Odprt urinalni del in zaprtost predela s straniščno školjko nakažeta tudi na način hierarhizacije delov telesa in telesnih izločkov. Ločnica, ki opredeljuje javno in zasebno, je vzpostavljena tudi v okviru telesa in njegove fiziološke funkcije. Javna stranišča moramo torej razumeti tudi kot tehnologije, ki omogočajo prekrivanje in pravzaprav s temi svojimi zatesnjenimi prostori omogočajo zapečateno telo. Tukaj pa smo že v polju objektnega in gnusa in v navezavi s tem pravi tudi nekaj raziskav. Colin Williams na vzorcu 4 različnih skupin ljudi pri hetero in homoseksualnih moških ter hetero in homoseksualnih ženskah pravzaprav preučevala prav pojem gnusa. Ugotovila je, da imajo največ zadržkov pri uporabi stranišča o prisotnosti oseb, predvsem nasprotnega spola, heteroseksualne ženske, najmanj problema z občinstvom med opravljanjem potrebe, pa naj bi imeli heteroseksualni moški. Ko si zamišljamo nevtralna javna stranišča, je torej treba v ozir vzeti vse te diskurze in jih nasloviti preko interdisciplinarne metode. Sem pa danes pravzaprav želela ponazoriti to, da so binarno označena javna stranišča pravzaprav kulturno-zgodovinski
konstrukt, ki ga je potrebno naslavljati in si v bistvu prizadevati za to, da bi uvedli spolno nevtralna stranišča. Mogoče kaj več pa še v diskusiji. Hvala, Tina. Pa bi jaz v bistvu kar imela zate prvo vprašanje, da ti malo kontriram. Me zanima tvoje mnenje. Povedala si v bistvu, da velikokrat pač to, da želimo nekje dati oziroma reorganizirati ta javna stranišča, ki so nevtralna, pride tudi do nekega negativnega odziva, ki je pač pogosto tudi usmerjen proti transspolnim osebam. Zdaj pa, če se navežem recimo na Mojčino predstavitev, ki pa kaže v bistvu tudi na to, koliko je pomembno, se pravi, da zaščitimo ženske pred nekim spolnim nadlegovanjem, nasiljem, ki se pojavlja. Torej, ali s tem, ko naredimo nevtralna stranišča, ali s tem ženske nekako ogrožamo. Zdaj ne vem, če sem dobro to, oziroma to ne bi bil kot nek argument proti temu, zakaj ne narediti nevtralnih stranišč. Zdaj me pa zanima tvoje mnenje, kako bi ta argument recimo ti spodbila. Ja, v bistvu argumenti, ki se pojavljajo proti tem spolno nevtralnim javnim straniščem, so v širšem javnem diskurzu največkrat prav obrnjeni oziroma nekako njihov argument je, da bi na spolno nevtralnih javnih straniščih prihajalo do nadlegovanja cis spolno normativnih žensk. Zanimivo je izpostaviti, da je v tem diskurzu pravzaprav problem nevtralnih spolnih stranišč vezan predvsem na ženska stranišča, če bi ta spremenili v nevtralna in na v bistvu prisotnost moškega. Tukaj v tem diskurzu je večkrat uporabljen ta tako imenovani dobronamerni seksizem, ki žensko pravzaprav postavlja v pozicijo žrtve, moške pa vidi kot neke predatorje. Da je ta diskurz v bistvu omejujoč tudi za cis spolno normativno populacijo žensk, se pravzaprav kaže v tem, da je to konstrukt, ki žensko ohranja v podrejenem položaju. In bolj kot v bistvu sam spol, prisotnost moškega, je tukaj problem prisotnost tujih genitalij. Namreč v tem diskurzu, ki poudarja prisotnost spolnega nadlegovanja v nevtralnih spolnih straniščih, so enako problematični kot moški videne tudi transspolne ženske. Bi mogoče za zaključek sam na hitro šerala podobo. A jo vidite? Ne. Zdaj pa ja. Ja? Ki se je pojavila tudi v bistvu v medijih tukaj v Sloveniji in ki je v bistvu bila značilna tudi za kampanje, ki so se odvile naprimer v ZDA. In prav ta praksa, da prihaja do nadlegovanja žensk strani moških in to, ali bojo ženske hodile na stranišča skupaj z moškimi. Take kampanje velikokrat omenjajo tudi to, da prakse kažejo, da bi v skupnih straniščih prihajalo, da bi se v skupnih straniščih stopnja nadlegovanja žensk povečala, vendar pa v bistvu nikoli ne navajajo raziskav, ki bi to dokazale. Raziskave pravzaprav kažejo, da spolno nevtralna stranišča ne vplivajo na porast nadlegovanja nad ženskami. Hvala za odgovor. Ima mogoče še kdo vprašanje za Tino? Okej. Dobro, da ne bomo predolgi, se bližamo torej zaključku.
Ima mogoče kdo kakšno tako vprašanje na celotni dogodek, ali pa še kaj iz prejšnjih tem, kar bi rad vprašal, pa ni izbral dovolj poguma? Ok, ne, v redu. Pa bom pa jaz v bistvu postavila vprašanje še vsem govorkam, pa me zanima v bistvu, zakaj ste se odločile, da bi nekako to svojo raziskovalno pozornost namenile tem temam, ki so v bistvu zelo močno povezane s tematiko spola. Pa naj se ena kar javi. Bom jaz. Se mi zdi, da ne morem čist odgovoriti na to vprašanje zadovoljivo, se mi zdi, ker pač enostavno čutim, da je to neka stvar, ki jo je treba naslavljati, ziher pa je en pomemben dejavnik, vse recimo to, kar sem danes jaz predstavljala, da vidim, se pravi, nasilje nad ženskami, problematiko skrbstvenega dela in reproduktivne pravice kot zelo široke družbene probleme. Se pravi, ker ne gre za neke individualne probleme, ki jih moramo kao reševati, ne vem, v nekih zasebnih domovih ali pa sferah, kakorkoli, se mi zdi, da je absolutno potrebno, da o tem govorimo, o tem pišemo, raziskujemo, zato da lahko tudi neke sistemske rešitve znamo boljš nekako postaviti. Evo, to bi bil generalni odgovor. Da se pa toliko recimo ukvarjam ali pa da me toliko zanima, pa je težko razložiti. Je glih tako, da bi me nekdo vprašal, zakaj imam nekoga rada. Je težko v celoti odgovoriti na to. Tako da, evo. Hvala za odgovor, Mojca. Sara, zdaj pa tebe kličem. Ja, jaz bi se kar pridružila Mojci. Meni se zdi, da je to kriva nekih tabu tem ali pa predstavljam nekih konkretnih izkušenj ali pa zgodb, ki smo jih slišali danes na tej okrogli mizi. Se mi zdi pomembno ne samo, recimo, da počujemo študije, ampak tudi za študente, ki vstopajo ali pa so na začetku svoje študijske poti, da recimo odkrivajo ali pa jih, da vidijo, kako široka je lahko recimo sociologija, kaj jih bolj zanima. Dejansko je recimo danes na eno temo smo slišali 4 čisto različne zgodbe iz čisto različnih vidikov. Tako da meni je recimo to zelo zanimivo, pa tudi rada se udeležim takih dogodkov, zato ker pa tudi sama ne vidim ali pa dobim še nove ideje, ki jih pa lahko uporabljam za naprej, recimo na svoji karierni poti, recimo čisto konkretno za svoje predavanja pri sociologiji. Tako da to. Okay. Hvala. Tina? Ja, jaz sem se pa za to tematiko odločila zaradi tega, ker me je zanimalo, kako spol in pa pač prostora kot neka družbena konstrukta, ki obstajata le znotraj neke družbeno posredovane perspektive, pravzaprav vplivata na organizacijo vsakdanjega življenja. In pač to dejstvo, da je tudi dostopnost javnih stranišč pogojuje v bistvu način aktivnega udejstvovanja v javnem prostoru. Tako da je to tematiko se mi zdi, da je zanimivo nasloviti ne samo v okviru akademskega prostora, ampak se tudi preizpraševati, v koliko v bistvu teh javnih ustanovah ali pa drugih storitvenih prostorih je dostopna, ne vem, previjalna mizica oziroma kako se pravzaprav čez konstrukt prostora ponotranjajo neke ideje o spolu in spolnih vlogah. Ok, hvala. Še Laura, prosim. Ok. No, kot je že tudi Mojca omenila, nekako težko ugotovim, zakaj me že vedno take teme zanima. Šele danes sem malo pomislila za nazaj, ko sem razmišljala o tem dogodku in se spomnila, da sem tudi za maturo zbrala nekaj v tem smislu, sem imela čarovništvo in odnos do žensk. Torej, res težko določam, zakaj me vedno take teme zanimajo, zakaj pač ženske, feminizem in kako smo videne znotraj konteksta družbe, ampak se mi zdi zelo pomembna tema in toliko različnih pogledov je,
na to temo, ko smo tudi danes govorili na splošno o spolih. In zelo vesela sem, da sem se udeležila dogodka, tudi da sem malo še povedala z strani Azije, ker se mi zdi, da ni tako pogosto v novicah, saj tudi znotraj fakultete smo zelo majhen oddelek in še manj nas pride do diplome in nas naredi. Torej sem vesela, da sem lahko še malo z tega vidika povedala, tudi v smislu globalizacije, se mi zdi, da je precej odmeven problem. Hvala, Laura, se strinjam, drugače jaz ful nisem imela pojma o tem, kar si ti govorila. Druge teme so mi bile vseeno tako malo bolj bližji, tvoja pa res, kaj se dogaja na Japonskem, niti približno, no. Nisem imela uvida v to. Hvala. Pa še jaz bi mogoče Lauri prej, ti nisem otenjala, zaželeti vso srečo pri zaključku diplomske naloge, ker se mi zdi, da je res unikatna, zanimiva, precej neraziskana in v bistvu se zelo veselim brati na koncu tega. Najlepša hvala. Tudi na oddelku bi rada samo omenila, da tudi znotraj japonologov zelo malo o tej temi govorimo in torej sem posebej še želela omeniti mojega mentorja, ker če ne bi bilo pod njegovi zahvali, sem prvič sploh slišala o tem in je res fantastičen profesor, torej sem ga z veseljem omenila, se res upada tudi s tem in izpostavi zelo pri njegovih predmetih. A smem nekaj reči, če jaz? Ja, prosim. Najprej bi se vam rada opravičila, da nisem bila od začetka, ker sem imela predavanje in mi je pravzaprav tudi žal, da vas nisem slišala in zdaj še bolj žal, ker slišim, da je bilo nekaj zelo posebnega predstavljeno pri Lauri. Bom pa si pogledala posnetek. Čestitam za predstavitve, ki sem jih videla in slišala in hvala, da ste jih pripravile.